evo, nekaj imamo spet novega in to je pripravila Julija in to so meditacije o svobodi svoj glas. Ful dobro. Ja. Kako si se spomnila na to, zakaj si to sploh naredila? V bistvu sem najprej to začela uporabljati sama z mentorico v Ameriki, Wendy Parr. Me je v bistvu cel čas, ko me je mentorirala, me je nekako vedno vodila do tega, da pač je v meni vse, kar rabim, ne? In da se samo moram konektati sama, povezati sama s sabo. In zaradi tega sem začela sama to prakticirati in nekako začutila, da si želim, da na ta način tudi pomagam ljudem, da naredim meditacije v slovenščini. Ful fajn. Okay. Daj mi povej, kako izgledajo te meditacije. Jaz sem posnela sicer 5 meditacij, tako da je vsaka nekoliko različna. Zvočno podlago mi je posnela živa, torej kristalne posode, gong, in to je pospremljeno z glasom, ki, tako kot sem rekla, vsaka gre v svojo smer. Okay, to je 5 meditacij, ki so dolge od 10 do 20 minut. Okay. Jih lahko poveš naslove? Poslušaj svoj glas, ena je za osvoboditev glasu, ena je, da se pripravimo na nastop, za avtentičnost glasu in ena je tudi za skeniranje telesa, torej da se sprostimo in tudi takrat lahko ful lepše zazvenimo. Cool. Kaj pa tvoj glas? Pri čem je tebi to najbolj pomagalo? Lahko nam malo poveš tvojo zgodbo? Moja zgodba je nekako, začela sem v klasiki z inštrumentom, kasneje sem se odločila za petje. In ta red v klasiki me je vedno vodil v ta perfekcionizem. Nekako nisem poslušala svojih občutkov, kar je pri petju, pri besedilih zelo pomembno, da izrazimo tole sporočilo. In s tem, da sem začela poslušati tudi meditacije in se sama ukvarjati s tem področjem, sem postala veliko bolj avtentična in tudi nekako nisem več pričakovala od sebe to, kar sem pričakovala včasih, kako bi rekli, go with the flow. Torej, da si in the moment, da vadiš tehniko, da treniraš svoj glas vsekakor, ampak da najdeš tudi ta del, ki je pomemben ali za nastopanje, ali za vsakdanje življenje, da si in the moment. Kaj prej moramo narediti? Najprej vzljubiti svoj glas, pa pol trenirati ali trenirati, pa pol vzljubiti? Jaz mislim, da gre z roko v roki, ne? Ker smo vsi različni, vsak izhaja iz nekako drugačnih navad in tudi razmišlja drugače. Torej, jaz sem sama pri sebi vedno opažala veliko strahu, še vedno ga opažam, ampak mi ravno to pomaga, da nekako prebrodim to in da pač greš naprej in da se učiš iz dneva v dan. Torej, če je to tehnika ali če je to samo kako se počutiš. Ja, pa da petje ni, da moramo impresionirati druge, ampak v bistvu sam izražati sebe. Tako. Za koga je to primerno? Komu bi to ti priporočila? V bistvu za vse, ki se želijo kakorkoli ukvarjati z glasom. Torej, eno meditacijo sem ravno zaradi tega, ker želim, da se mogoče tega poslužujejo tudi profesionalci, tudi tisti, ki koncertirajo, sem se posvetila temu, da se pripraviš na nastop, da v bistvu v sebi najdeš tisto ta pravo zgodbo, zakaj greš na oder, ne? Zakaj? A si to želiš ali se hočeš dokazati drugim, ne? Torej, da najdeš ta svoj moment in da v bistvu, kaj je najlepše, da imaš ti lepo doživetje, takrat ljudje čutijo to doživetje naprej, ne? Bi rekla, da je za vse starosti? Ja, verjetno tudi mlajši ne bi toliko razumeli tega, ker se še mogoče toliko ne ukvarjajo s sabo, ampak sigurno bi priporočala tudi najstnikom in naprej. Koliko je pa treba to meditirati? Koliko bi ti rekla, da je dobro? Ker se mi zdi, da ljudem je kar težko nam je sedeti na miru, pa biti sami s sabo. Ja, nekako si sicer že v življenju ne vzamemo tega časa, da bi si vzeli 5 minut zase.
In tako bom rekla, iz mojih izkušenj, jaz sem bolj težko začela meditirati, sploh 5 minut, 1 minuta, too much. Ampak čez čas nekako najdeš ta svoj čas in ga začneš ceniti, ker dejansko vpliva na tvoje življenje, da se počutiš boljše, da se sprejemaš, da hitreje opaziš, kako se počutiš. Tako da jaz mislim, da če na začetku preveč, pa stisneš stop, pa poskusiš naslednjič. Pa se imaš ob tem rad, pa si rečeš, da je "It's ok. Ja. Tako. Super. A imaš še kaj takega za pridati? Tako bom rekla, mogoče eni ljudje niso navajeni na to vrstne zadeve, tako da bom rekla, da je v vsakem primeru vredno poskusiti in opazovati sebe na dolgi rok. Ker tudi mogoče ko večkrat gremo čez neko meditacijo, si bomo zbrali našo najboljšo, ker nam najbolj ustreza in mogoče samo na tej opazili kaj drugačnega. Ful dobro. V glavnem, če imate kakršnokoli vprašanje, mi smo vam na voljo, napišite nam na Instagram, na Facebook, kamorkoli in odgovoriš, ne? Absolutno. Super. Čau! Čau!